Sem jaz zaradi tega posnetka danes tudi odredil izredno notranjo revizijo tega postopka, torej javnega naročanja obeh dveh helikopterjev in verjamem, da bo to narejeno čim prej. Tako je minister za notranje zadeve komentiral sinoči na naši televiziji objavljen posnetek januarskega sestanka v prostorih letalske policijske enote na Brniku in nadaljeval. Dokler ne dobim notranje revizije, ne bomo podpisali pogodbe. Zelo jasno povem. To pomeni, da bo zaenkrat odpadel slovesni podpis pogodbe na Brniku, ki ga je minister prejšnji teden napovedal za čez nekaj dni. Sem takoj zjutraj odredil notranji varnostni postopek, da se ugotovi, kaj smo se pogovarjali, kaj so se pogovarjali na tem sestanku, kdo je bil prisoten in pa kakšen je bil kontekst in pa vsebina tega pogovora. Na posnetku, ki smo ga pridobili v uredništvu in je dolg nekaj ur, sta policijska pilota prisotnim razložila tehnične zahteve in rešitve. Iz posnetka je pilota mogoče razumeti, da bi bili bolj zadovoljni s helikopterji Leonardo. So se ta posnetek ugledal, tega nisem zaznal, da bi karkoli preferiral. Če bi nas kdo vprašal, absolutno bi se mi želeli, glede na obstoječo floto, da dobimo samo 169. Sprijaznili smo se pa tudi za zahtevami, da smo to delali po odprtem postopku, da bi tudi 145 prišla v poštev. Kar se tiče vzdrževanja, usposabljanja, tudi kar se vas tiče, vi bi se mogli na dveh tukih šolah, pa na dveh tukih biti usklajeni. Tako, kot je bilo meni prvo že zjutraj pojasnjeno, so se pogovarjali o prednostih in slabostih obeh tipov helikopterjev po strokovni plati. Prisluhnimo posnetku. Pilotovo izhodišče je bilo, da je bil Airbusov helikopter, sicer predhodnik aktualnega modela, certificiran leta 1982, Leonardo pa leta 2015 in iz tega črpa razlike, med drugim. Certifikacija za trg s pticami za letalsko steklo in druge izpostavljene strukture. Samo 169 pa bi izpolnilo. Če dobi 145 ptiča, v ta centralen kos stekla, termocikovanje, zadeva nekla. Ne preveč slic gledati, ker zgledajo grdo, ampak 145 pa ko prbijo tla se sproščika palačina. To je tista razlika v certifikaciji. In še zaključek na podlagi preteklih izkušenj. Z Airbusom zadnje dva razpisa bomo, bi rekel, fejs tak. Vem, kako bi temu rekel, malo mačetovski odnos do nas.